Jani Klemenčič, vi ste gostinec na Bledu in tudi skozi celotno karanteno ste sodelovali z lokalno skupnostjo in razvažali hrano. Ja, res je. Ideja se je pravzaprav porodila enemu mojemu prijatelju iz Vipave, Denisu Ibrešimoviču, ki je začel s to akcijo pomoči. Jaz prav dolgo časa nisem odlašal, ko sem to videl na televiziji, čeprav je bilo pozna ura, sem poklical župana, sem povedal, da sem jaz to pripravljen narediti in tako smo v 6 tednih smo dali v nekaj manj kot 1000 obrokov, natančno 976. Komu ste pravzaprav razvažali to hrano? Razvažali smo jo vsem tistim, ki so bili potrebni te pomoči, nekateri so jo verjetno še zdaj, na žalost. Ampak ne samo takim osebam, bom rekel, ampak tudi zdravstvu, civilni zaščiti in pa policiji. No, omenili ste na novinarski konferenci, da pri vas ni denar na prvem mestu, vendar pa da vas bolj razveselijo tudi te pohvale. Ja, sigurno, da ni denar na prvem mestu, ampak potem proti koncu priznam, da je to kar en velik zalogaj, en velik strošek. Ne nazadnje, brez ekipe seveda mi ne bi uspelo. Hvala vsem mojim zaposlenim, ki so pomagali. In pa, ko dobiš pisma, ko vidiš že po pisavi sodeč, ti ni težko ugotoviti, da je človek že kar pošteno v letih še zmeraj sposoben pisati, čeprav je bila gospa stara 95, gospod pa nekaj čez 90, 91 se mi zdi. In ta pismo zahvale, vam po pravici povem, da so mi kar solze pritekle na oči. Kako ste vi sprejeli zaključek teh ukrepov, ko ste gostinci lahko odprli terase, kako ste pričakali prve goste? Ja, z enim velikim veseljem, z enim velikim navdušenjem, z enim velikim pozitivizmom. Sicer ni bilo nič posebnega, čeprav prvi dan moram priznati, da smo kar v redu delali, no, ampak potem pa 3 dni nismo praktično nič zaradi vremena, zdaj smo zelo odvisni od vremena. Sem pa zelo vesel, da po moje to pa seveda prepozno, bolje pozno kot nikoli, ampak sem pa zelo vesel, da se je začelo pomikati, da bomo vsaj enkrat, če smo na točki A krenili, da bomo tudi enkrat prišli do točke B, ko bomo pač lahko normalno delali, to je pa čez kakšno leto ali pa 2 mogoče. In kakšno sezono kot gostinec pričakujete? To so zelo nehvaležne napovedi in se mi zdi vse te rezervacije in pa neka predvidevanja, kaj in kako bo, če bo, ne, je zelo težko napovedovati oziroma jaz sploh ne jemljem resno, dobesedno, bom rekel, živim iz dneva v dan delamo plane za naprej, kajti niti ne vemo, kdaj bomo sploh lahko odprli, kakšna so čisto točno jasna navodila, koliko ljudi lahko pričakujemo, kdaj bojo meje odprte, letališča sicer so že odprta, gostov ni in vemo, da jih še nekaj časa ne bo. Ne vemo, kakšni gostje bojo hodili, vse je preveč stvari je še zavito v meglo, da bi lahko dal kakšne konkretne odgovore. Hvala vam za pogovor. Prosim.